Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je danes posredoval rezultate še 4 uradnih vzorcev travinja, namenjenega za krmo v okolici Kemisa. Rezultati analiz so pokazali, da so izmerjene vsebnosti dioksinov ter dioksinov podobnih in nepodobnih PVC skladne z predpisanimi mejnimi vrednostmi. To so zapisali na spletni strani. Poglejmo pa, kaj je pred dnevi povedal eden od naših medijev. Krasna nedelja je, toplo, sončno in suho vreme. Številni kmetje so danes koristili za košnjo trave in sušenje sena. Ustavimo se na kmetiji v bližini Kemisa, kjer ravno pripravljajo silažo. To je iz širšega okoliša, katerega mi je pa inšpektorica zagotovila, da lahko ja. To je 5 ali pa 7 km stran. Gospodar pove, da je prepovedano pasti in kositi v pasu 1,6 km od Kemisa. Okoliški kmetje imajo srečo, da imajo dovolj travnikov zunaj tega pasu. Kmet, ki ga zmotimo med košnjo, ni želel dati izjave pred kamero, je pa dovolil, da ga posnamemo med delom in citiramo. Povedal je, da sta ga obiskali 2 inšpektorici in mu pojasnili, da v omenjenem pasu ne sme kositi. Njegov odgovor je bil navajan. V redu, jaz se s tem povsem strinjam. Potem pa sem jim rekel, če jaz vas prav razumem, boste vi samo odgovornost prenesli na nas. In mi je rekla ja. Odgovornost pri požaru se že od začetka prelaga in zdaj bo, kot kaže, na kmetih. Čeprav bi bilo treba odgovorne iskati v Kemisu. Do obrata pridemo ravno v trenutku, ko zviličari prelagajo cisterne z oljno goščo. To je tisto strupeno svinjarijo, ki se je stekla v bližnji potok. Vidim, da tole goščo nalagate. Kam jo pa voste? Neč vam ne. Tamle imate je meja od ceste, sem je prevoz. Stopite do. Sam zanima, kam se ta oljna gošča vozi zdaj? Mene pa tisleva. Vodite tok. Ja, ampak vseeno, kam pa se vozi ta gošča? Ja, pri obratu, kjer naj bi bilo vse transparentno, smo novinarji nezaželeni. Pokličemo direktorja Emila Nanuta, ali je morda v bližini. Vi veste, da je danes nedela? Vem, ja. No, sem ja, ampak neuradno. Pred kamero ne želi, ga pa vprašamo glede ovadbe. Nanuta naj bi namreč ovadil Lado Troh. Jaz te ovadbe nisem videl, tako da ne vem. Razmišljate morda, da bi zapustili direktorsko mesto tukaj v Kemisu? Vete, kaj pa jaz razmišljam, pa zdaj nam še povedal, ne? Ja, tisti, ki bi morali odgovoriti in prevzeti odgovornost, tega ne storijo. Zato je ogromno nejasnosti. So bile neke meritve po vasi narejene, ampak to je vse meje normale. Kositi se pa ne sme. Še dobro, da ljudje niso neumni. Zdaj videli smo, da so prišle te prve nove analize travinja za krmo v okolici Kemisa. Izmerjene vsebnosti potencialno nevarnih snovi so bile torej skladno s predpisanimi vrednostmi, a opozorila še vedno ostajajo. Se pravijo prebivalci, da je potrebno še več analiz. Pristojni so nove vzorce vzeli in naj bi se delali tudi analize cvetnega prahu. Ampak zdaj tu bi si seveda ob vsem spoštovanju in pa resnosti tega problema vendarle upal trditi, da gre za pretiravanje. Mislim, da je ta teden ali pa ta čas od tega požarja pravzaprav bil podoben, kot da gre za nesrečo v Fukušimi ali pa v Ukrajini takrat. Kaj pravite? No, mislim, ti si strokovnjakinja za komuniciranje. Lada, jaz v bistvu, mogoče si bi ti zdaj bolj pozoren na tele objave v zadnjih dnevih. Ne, mislim, da jaz govorim, da mediji absolutno eksploatirajo to do absurda. Ne, ampak se ne strinjam povsem s tabo. Recimo osebno nisem slišala vseh objav in če bi sama živela tam, bi imela otroka, o tem sva prej govorila, bi me noro zanimalo, kakšna onesnaženost je v okolju. In ko imamo krizno komunikacijo, karkoli se zgodi, je dolžnost vsakega podjetja, tako kot mora znati bilance brati, da pove, kaj se je zgodilo. In lokalno okolje ima popolnoma vso pravico, da v istem momentu zve, kaj se je tam dogajalo in kaj je okrog. In če tako dolgo ni informacije, in to popolnoma vsak laik ve, nastane taka komunikacijska praznina in govorice, ki jih nikoli ne moreš dobiti. In tukaj nismo dobili v tem času, recimo jaz sem kot laik spremljala informacije, vseh informacij, nekaj se zavlačuje, nekaj ne dobimo ven informacij. Logično, da potem ti neki
se ti zdi, aha, tole pa ne bo štimal. In dolžnost vodilnih je, zato pa imajo svetovalce, zato imajo PR-ovce, zato so tudi strokovnjaki z komuniciranja, ki ti povedo, pojdi pred javnost in povej. Eno so mediji so dolžni, je fajn, da spremljajo, ker hvala Bogu, če ne bi bilo verjetno še slabše. In drugič, lokalci, ljudje okoli imajo pravico, da zvejo, kaj se dogaja. Ali je bilo strupeno, ali jim škoduje. Da se tako dolgo dela analize. Je smešno zanimivo. Jaz, če bi tam živela, bi verjetno nekoga najela, pa bi dala še dodatne analize, dvomem, da se to dela toliko časa. Ja. In naslednja stvar, to se pravi, bi pričakovala, to se pravi, naj ti dam primer. Ko smo imeli za Mesar Slovenija, ki je želel imeti podjetje zraven Knauf Isolationa, isti dan, ko smo samo dali, da smo dobili gradbeno dovoljenje, smo imeli srečanje z novinarji, popoldne, v istem dnevu, v istem času s krajani, 3-urna razprava, prišel direktor tega podjetja, sosednik, in preprosto govoril, razlagal ljudem, se pogovarjal z njimi in povedal, tukaj je bilo nekaj, ampak vsakič so mediji rekli in je bil direktor neuspešen v razlaganju. To pomeni, treba je še naprej, treba do dokaze, dokumente, pohiteti s tem, da ja, dobiš informacije. Ja, se strinjam s tabo, ampak jaz govorim o tej histeriji, psihozi, dobesedno norosti, ki so jo zganjali mediji. Ne, zato, ker so nastale govorice, Vlado, nimaš dovolj informacij, nastanejo govorice in ljudje začnejo veliko govoriti in logično bodo mediji poročali. Mediji, zdaj, Sebastian, ti veš, da je v Sloveniji malo informacij in ko se en taka stvar zgodi, je to meka za medije, 14 dni imajo za delati. Pa ne gre samo za meko. Da pa to preraste v neko histerijo, to je pa po mojem, ker dobesedno so začeli, so znoreli ti ljudje, ki so bili zdaj ali upravičeno ali neupravičeno. To, kar jih je strah, Lado, v zadju je strah tega. Ljudje je strah, kaj pa, če je trava škodljiva, kaj če je okna so mogli zaprti. Če ti vsak večer govoriš ljudem, da je tam, inšpektorica je prišla pa in nuklearno orožje ali ne vem, nuklearni odpadki, potem jih je verjetno... Te govorice so bile, Vlado. Jaz mislim, Andreja ima prav, to je bila komunikacijska blamaža, kar me izjemno čudi, glede na to, da je podjetje v lasti Gorenja, ki velja za eno tako zelo dobro podjetje, ki se zelo dobro razume na pomen komuniciranja, brandinga in me čudi, da je v tem primeru prišlo do takšne blamaže. Televizija je seveda to izkoristila na polno, vsi dnevniki so začeli iz dneva v dan z isto novico, ampak tukaj se strinjam z Andrejo, da so, ne da so novinarji povzročili histerijo, ampak so se odzvali na potrebo po informacijah in na interes ljudi. Ta zadeva ne zanima samo ljudi v Vrhniki, ampak tudi povsod po Sloveniji, ker se zdaj sprašujejo, kaj pa je v naši soseski. Tudi včeraj na tej izredni seji, recimo občinskega sveta v Kopru, je bilo izpostavljeno. Luka Koper ima mnoge kontejnerje, ne ve se dobro, kje se kaj dogaja. To so vse torej tvegani obrati in ravno v takih primerih je ključna maksimalna komunikacija in gradnja odnosov s krajani. Če pa to zamudiš in se zgodi katastrofa, je pa prva stvar, ki pokličeš Andrejo ali nekoga drugega, da vskoči v eno tako zgodbo in da zapelje krizno komuniciranje. In jaz mislim, da prva stvar, tudi to, kar je bilo iz prispevka vidno, prva poteza direktorja bi morala biti odstopam, vendar, dokler ne rešimo sanacije, bom seveda vodil naprej, ampak moj odstop lastnikom velja zaradi tega. Še posebej, ker je priznal, da so imeli vsak mesec nek požar in kljub temu niso imeli 24 ur na dan prisotnega človeka tam, ali pa niso imeli termokamer ali pa senzorjev ali česarkoli drugega. In tako kot si rekel, govori se, in tukaj jaz še nisem videl jasnega vprašanja medijev, lastnikom in jasnega odgovora, da so med drugim na tem obratu uničevali tudi radioaktivne odpadke, recimo iz Vinče, iz Beograda in podobno. Skratka, gre za nevarne obrate, ki so preblizu ljudem. Lada, pa še nekaj, če mi dovoliš. Poglej ta komentar, ko smo ga slišali od direktorja, da on reče, danes je nedelja. To sploh nima veze, ko imaš krizo, je lahko ob 2 zjutraj, lahko ob 3, takrat preprosto ne moreš spati, ti moraš biti na razpolago ljudem, ti moraš biti na razpolago okolju, ker jih to zanima. In ko je kriza, zato pa se na krizo pripraviš v komuniciranju prej. Vse, ko postaneš direktor, te nihče ne vpraša, a znaš brati bilance, pričakuje se, da jih znaš. Tako se pričakuje, da znaš komunicirati in da vladaš krizno komuniciranje.
ki se ti lahko zgodi ali pa ne. In žalostno je, če se ti zgodi, takrat moraš reagirati. To ni debata, ali boš pa kaj. Takrat že veš, na kakšen način. To se vsa profesionalna podjetja, popolnoma vse multinacionalke. To smo se vseh pripravljali vedno prej, ne pa takrat, kaj je. Ker potem je že prepozno. To je seveda dobra referenca za vaju, vidva sta ampak oba vse, Lada, strokovnjaka ne gre za to. Gre za ljudi okoli. Oni imajo, postavi se, če bi ti tam živel, pa ne živim tam, bi gledal drugače, te bi bilo strah. In v zadju je vedno strah od ljudi. Se ne gre drugega, preprosto bi radi vedeli, ali je una travca v redu, ali imam lahko okno odprto. In ljudje okoli se pa še dalje sprašujejo, kaj pa če je to prišlo do Ljubljane ali pa dlje, zato ker ne vejo, ker ni jasne informacije. In pika, ni tle druge rešitve. Ampak Sebastian, če se spomniš, ne moram se zdaj spomniti, kako se imenuje, takrat, ko so radijsko igro predvajali, da so vesoljci, so ljudje verjeli, da prihajajo vesoljci. Tam je bila ustvarjena ta zadeva. Tukaj pa, kot je rekla Andreja, prva reakcija krajanov, če smo videli prvi dan na televiziji, je bila, da so vsi kašljali, so vzeli oči, ljudje so končali tudi pri zdravniku. Skratka, začutili so primere nekega vpliva na njih in tudi tisti, ki niso, so slišali za soseda, ki je imel recimo težave. Misliš, Sebastian, da je zdaj v bistvu priložnost za to okoljsko ozaveščenost in da se preverijo, mislim, da sem prebral, da je okrog 230 ali pa 250 takih podobnih objektov v Sloveniji. Prva stvar, vsak od teh objektov mora narediti to, kar je rekla Andreja. Pripraviti se za primer krize. Ampak mislim, da je bilo rečeno tudi, da bi morali imeti neko peno za gašenje, ki bi... Že to, da bi imeli 24 ur na dan človeka v takšnem obratu, v katerem so se dogajali požari, je zato mislim, da je povsem upravičena tudi kazenska ovadba. Dobro, jaz se vam seveda zahvaljujem za sodelovanje v nocojšnji oddaji VV-Faktor, za vajne komentarje. Hvala, ker ste bili nocoj z nami. Vidimo se zopet jutri. Do takrat pa, kot že veste, resnica boli, komentarje še bolj in ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.